Predsednica republike Nataša Pirc Musar je noč preživela v izolski bolnišnici. Tja so jo po včerajšnji prometni nesreči na Primorski avtocesti odpeljali z reševalnim vozilom. Nalet policijskih vozil, v enem od njih je bila predsednica, se je zgodil nekaj pred 17. uro v predoru Kastelec. Nika, predsednica je zdaj že v domači oskrbi, poškodbe naj bi bile lažje, a nesreča verjetno ni bila povsem nedolžna, glede na to, da je morala noč preživeti v bolnišnici. Na srečo se je vse skupaj razmeroma dobro končalo. Nekaj podrobnosti nam je kljub temu uspelo izvedeti. Po naših zanesljivih neuradnih informacijah je bila predsednica med vožnjo ustrezno pripeta na zadnjem sedežu policijskega vozila. Neuradno naj bi utrpela zlom ključnice. Ker naj ne bi šlo za zapleten zlom, poškodbo obravnavajo kot lažjo. Predsednica je zato noč v bolnišnici preživela predvsem zaradi opazovanja pod nadzorom zdravnikom. Nekoliko slabše naj bi jo odnesla oseba, ki je sedela poleg predsednice na zadnjem sedežu vozila. Tudi to osebo so z reševalnim vozilom pripeljali v bolnišnico. Kot je razbrati iz pojasnil policije, pa policista, varnostnika, ki sta med vožnjo varovala predsednico in sedela na sprednjih sedežih vozila, nista bila poškodovana. Mimogrede, predsedničini varnostniki niso več del urada za varovanje in zaščito pri policiji, temveč so policisti začasno razporejeni v njen urad. Tudi zato policija danes ni bila dosegljiva za več informacij. No, predsednica je bila na poti v Komendo na kolesarski dogodek Tadeja Pogačarja, zaradi nesreče pa je morala udeležbo tik pred zdajci odpovedati. Ja, Pirc Musar je častna pokroviteljica kolesarskega praznika v Komendi. Načrt je bil, da bi skupaj s Pogačarjem stopila na oder in nagovorila njegove navijače, a je morala udeležbo tik pred zdajci odpovedati. Na Primorski avtocesti je bila, ker se je vračala iz Hrvaške Istre, ker je bila na dopustu. Predor Kastelec je bil zaradi nesreče popolnoma zaprt približno 3 ure, ker so bili v nesreči udeleženi policisti, torej osebe s posebnimi pooblastili, pa je preiskavo prevzel posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva. Nika, hvala.